Dober dan, to je NN studio. Težke razmere v zdravstvu in njihovo reševanje je med prioritetami vsake vlade. A takšnih prizorov ljudi, ki že po noči stojijo v vrstah pred zdravstvenimi domovi, stavke pacientov, ki se je udeležujejo celo vladajoči, še nismo videli. Za danes napovedana stavka zdravnikov je bila sinoči tik pred zdajci odpovedana. Premier Golob pa zdravstveno reformo napoveduje za 1. januar prihodnje leto. Kako torej naprej? Bomo spet spremljali prelaganje odgovornosti ali lahko politika tu doseže kak dogovor v dobro slovenskega zdravstva in pacientov? Lepo pozdravljam današnji gosti, Tamara Kozlovič, predsednica odbora za zdravstvo in poslanka vladajočega Gibanja Svoboda. Lepo pozdravljeni. In gospa Jelka Godec, vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke, Slovenske demokratske stranke SDS. Dober dan. Dober dan. Gospa Godec, včeraj je bil tudi predsednik vlade Robert Golob med protestniki oziroma stavkajočimi, kot so se sami poimenovali, na Trgu Republike. Tudi vaša današnja sogovornica, gospa Kozlovič, je bila tam. Vi pa pravite, da se problemi v zdravstvu ne rešujejo na ulici, ampak na vladi in v parlamentu. Zdaj, vladajoči, ki so bili tam, pravijo, da so bili tam zato, da slišijo njihove zahteve. Vas ta argument ne prepriča? Vsekakor ne. Vse te zahteve, ki so bile že v zdravstvu, strani pacientov, zdravnikov, torej vseh uporabnikov in tisti, ki izvajajo storitve, že večkrat povedane, mislim, da so bile slišane tudi strani ministra Bešiča Loredana. Kot sem včeraj dejala, oziroma vedno povem, je stari maček v zdravstvu. Leta 2013 je začel v bistvu se bolj javno pojavljati in tudi govoriti, katere reforme je bilo potrebno sprejeti. Spomnite se, bil je tudi na ulici leta 2018, mislim, da 2018-2017, ko je zahteval odstop takratne ministrice Kolar Celarc, predstavil cel program reform in sedanja koalicija je verjetno to vedela, slišala oziroma pozna te probleme v zdravstvu tudi z reformo, najavo reforme, kaj je potrebno storiti v zdravstvu. So dobili volitve, imajo, mislim, da 53 glasov v državnem zboru, imajo po besedah ministra najboljšega predsednika vlade. Minister ima vso podporo predsednika vlade in reforme bi morala biti danes na mizi. In to, da pa koalicija gre na ulico, samo kaže na to, da ne sprejema odgovornosti za stanje oziroma za to, da še danes niso rešitve v državnem zboru. Gospod Kozlovič, kako odgovarjate, da ne sprejemate odgovornosti za stanje? Zakaj menite, da je bilo prav, da ste šli vladajoči včeraj na ta protest? Vendarle sta vlada in koalicija odgovorni za reševanje vseh nakopičenih težav v zdravstvu. Torej, absolutno zavračam očitke. Namreč mi, ko smo se podali na volitve, je bil del našega programa komunikacija in prisluh civilni družbi. Zato je prav, da smo jih včeraj na Trgu Republike tudi prisluhnili. Zdaj nekoliko nenavadno je poslušati, kako nismo čez noč rešili nakopičene težave, ki vemo, da se na nje opozarja že desetletja v Sloveniji, in če jih pred nami niso mogli rešiti čez noč, je res absurdno, da se to od nas pričakuje. Zdaj zagotovo je minister, kot je že kolegica dejala, opozarjal na izzive v zdravstvu, vendar ni bil na ministrstvu, ni razpolagal z vsemi podatki, ni razpolagal z vsemi gradivi, kar recimo moja predhodnica je. In ne nazadnje 13. maja, ko smo nastopili mandat, smo v državni zbor dobili več kot 30 zakonov in novel. O zdravstvu jih je bilo bore malo. Se sprašujem, če so že vedeli oni za vse te težave, zakaj morda niso 13. maja vložili res kakšen zakon, ki bi mogoče odgovarjal na izzive, ki smo jim danes priča. Ampak ne glede na to, v zadnjih desetletjih se je pokazalo, da politika, ki so je vodilo zadnjih let, ni dovolj učinkovita, vsaj v zdravstvu ne. Zato menim, da je potrebno politiko spremeniti. Ne kazati s prstom, ne si očitati, ampak res sesti za skupno mizo. Tukaj se strinjam z gospo kolegico Godec. Se je treba pogovarjati in najti rešitve na vse izzive. In samo z dogovorom in pogovorom, ne z izrednimi sejami, kjer se nabiramo samo politične točke in gre v bistvu kot neke vrste skoraj za
šov v navednicah, ampak za zaprtimi vrati, za iskrenimi nameni in za konkretnimi rešitvami. Temu še pridemo, boste tudi gospa Godec lahko odgovorili, ampak tole me zanima, gospa Kozlovič, ne? Minister Bešič Loredan, ko še ni bil minister, je protestiral, zdaj pa za tiste, ki protestirajo, govori, da so ekstremisti, da kričijo na ulicah. To smo tudi jaz sem bil tam, sem slišal, ne, da so to velikokrat omenili, ne, češ cinično, sarkastično, smo pa ekstremisti. Vi ste bili tam, je šlo za ekstremizem ali ne? Ne, absolutno. Protest je potekal zelo v redu. Torej, mi smo z veseljem prisluhnili zahtevam civilne iniciative Glas ljudstva, da jih bomo lažje razumeli. Tudi minister je povedal, da jih z veselje sprejme kadarkoli, da se o temah, ki so jih predlagali, pogovorimo. Se pravi, cilj je najti rešitve na izzive. Gospa Godec, v SDS ste zaradi razmer v zdravstvu zahtevali sklic izredne seje Državnega zbora. Kakšne sklepe oziroma priporočila predlagate, kaj pričakujete od vlade in kako odgovarjate gospe Kozlovič, ki pravi, da gre za šov? Glejte, najprej je zelo schizofrenično, da rečeš, da si šel na ulico poslušati glas ljudstva, da slišiš njihove zahteve oziroma probleme, ki se dogajajo v zdravstvu. Jaz upam, da opozicija oziroma koalicija sliši ljudi, ki nimajo osebnega zdravnika, da slišijo ljudi, ki stojijo zunaj pred zdravstvenimi domovi, da slišijo zdravnike, ki govorijo o izgorelosti, da slišijo zdravnika, ki leži doma en mesec, ker je izgorel, da slišijo mlade zdravnike, ki nimajo neke perspektive, ki slišijo tiste, ki zahtevajo večje število vpisa na medicinsko fakulteto, da slišijo tiste, ki želijo boljše upravljanje javnih zdravstvenih domov in bolnišnic in tako naprej. In sklic izredne seje v Državnem zboru, ki smo jo mi zahtevali včeraj, ne gre za šov. Če bodo v koaliciji obravnavali zahteve, ki smo jih dali, priporočila, jih bom povedala, kot šov in PR-ovski nastop, potem se res ne moremo pogovarjati o ničemer. Namreč mi menimo, da na ulici ne bomo reševali zadeve, ne moremo je na ulici reševati in da se sprejemajo priporočila zakonodaje v Državnem zboru in seveda tudi na vladi. In naša priporočila so nekako zajeta v 3 točkah, da se nazaj vzpostavi oziroma da takoj vlada pripravi ponovno spremembo zakona o javnem naročanju in uvede ponovno referenčne cene, ki smo jo v času naše vlade naredili, pa je bilo to prva točka ministrstva, ukinitev referenčnih cen v zdravstvu, to je bila prva točka, ukinitev referenčnih cen in urada. In danes seveda vprašanje, kako stvari sploh na uradu za kakovost potekajo. Mimogrede, gospod Šabeder je bivši minister in imel vse podatke tudi o stanju v zdravstvu, tako da ta izgovor ne drži. To je ena stvar. Druga stvar je, da se prisluhne vsem tistim v javnem sektorju, ki želijo imeti ali svoj steber v sedanjem plačnem sistemu ali pa izstop iz sedanjega tako imenovanega enotnega plačnega sistema, ki v bistvu ni več enoten, ker vidimo, kako se ruši. Včeraj napoved 600 evrov plusa za tožilce. Glejte, to je čisto rušenje enotnega plačnega sistema. Torej, izstop iz plačnega sistema za tiste seveda, ki želijo, ali pa svoj steber v trenutnem obstoječem zakonodaji. Tretji pa je, da se takoj kratkoročno sprejme interventni zakon, ki bo vključeval vse resurse v zdravstvu za reševanje tudi tistih, ki danes nimajo osebnega zdravnika oziroma za skrajševanje čakalnih dob, in pa da se opredeli tudi program za sistemsko vračanje tistih zdravstvenih delavcev, ki so zaradi neurejenih razmer v Sloveniji, različne so bile vzroki, odšli v tujino. Se pa tega, kar ste našteli, vsaj enega dela ni dalo urediti v mandatu 2020 do 2022, ko ste bili na oblasti, ali ni bilo potrebe potem? Ne, lahko rečem tole. Prvo, urad za referenčne cene je bil ustanovljen, je deloval. Prvo, kar je bilo, ga je ta vlada ukinala. Bilo je tudi zakon o spremembah javnem naročanju, je bilo narejeno. Torej, to je bil sprejeti zakon in je določal referenčne cene. Drugo, kar se tiče izstopa iz sistema plačnega sistema, bil je pripravljen zakon za področje zdravstva in dogovarjanje tudi za ostale sektore. Torej, je potekala ta zadeva. Žal je vlada morala oditi. Če ne bi odšla, bi bilo te zadeve danes vsekakor na mizi. Kar se tiče vpisa na medicinsko fakulteto, dali smo oziroma bila je sprejeto večja kvota za vpis na medicinsko fakulteto, pa naj spomnim, da je sedanji minister za izobraževanje temu ostro nasprotoval.
takrat, ko je bil še rektor. Tako da dosti stvari oziroma iz tega se je uredilo že v času naše vlade, žal pa je ta vlada potem pač te ukrepe ukinila. Kako odgovarjate, gospa Kozlovič, ali kakšno od teh priporočil, predlogov podpirate? Če ne, kaj boste storili namesto tega? Torej v bistvu moram povedati, da sem zadovoljna, zato ker mi, tako kot oni, slišimo vse, kar pravijo in mladi zdravniki, in družinski zdravniki, razni zdravstveni domovi in tako naprej. Torej tudi mi vemo za te evidentirane probleme, ki, kot sem že uvodoma povedala, niso od danes, niso od včeraj, ampak se nanje opozarja že desetletja. Zato je še toliko bolj pomembno, ker obojni vidimo skupne probleme, da si gospa Jelka pomagamo. Vi ste v zdravstvu delala, vsaj tako so mi povedali, veliko let, nekateri so vas tudi zelo hvalili. V zdravstvu nisem nikoli delala. Pomagala. V zdravstvu nisem nikoli delala. Ok, ste pokrivala področje zdravstva, no, kakorkoli. In tudi vaše znanje bi nam lahko koristilo, ker dejansko smo vsi tukaj zato, da pomagamo celi Sloveniji. Ampak priporočil njihovih pa ne podpirate? Ne, mi delamo na teh priporočilih, torej ni nič novega. Minister bo konec januarja predstavil analizo zdravstvenega sistema v Sloveniji. Torej najprej je potrebno narediti analizo z številkami, da potem ti na podlagi temeljite analize predlagaš ukrepe, ki bojo koristni in bojo delovali na dolgi rok. Iz danes na jutri sprejemati ukrepe, vemo že iz preteklosti, ni dobro, ker nas bo samo še bolj bolela glava. Minister je napovedal nov zdravstveni steber. Tega se že pripravlja, dogovori že potekajo. Konec marca, aprila bo tudi več znanega. Takrat, torej konec marca, tako kot je minister napovedal že na hearingih in večkrat na odboru za zdravstvo, bojo v javno obravnavo šla dva ključna zakona, ki naslavljata zdravstveno reformo, torej zakon o zdravstvenem varstvu in zakon o zdravstveni dejavnosti. Tako da tukaj smo naredili velik korak, bomo naredili velik korak in pomembno je, ko bosta dva zakona od zunaj, da se odkrito v širšem konsenzu, v širšem krogu o novi zdravstveni reformi pogovorimo, jo izboljšamo, torej oba zakonodajna predloga temeljito izboljšamo, temeljito proučimo in nastavimo vsi skupaj zdravstveno reformo, ki bo funkcionirala na dolgi rok. Kdaj pa bosta ta dva zakona zunaj? Imate že to časovnico? Torej predlog računamo, da bo minister predstavil tako, kot je napovedal, to je konec marca oziroma aprila. Kaj pa koalicijski vrh, ki so ga zahtevali Socialni demokrati, torej vaš koalicijski partner, ki bo prihodnji teden razširjeni obliki? O čem se boste dogovorili tam? O bolj točni časovnici, kaj pričakujemo kot izplen tega vrha? Ja, zagotovo bo govora o podrobnejši časovnici, predvsem pa bomo se seznanili z analizo zdravstva. Minister nam je zagotovil, da bo predstavil tudi predlog, v katero smer bi šla lahko zdravstvena reforma, torej kako preoblikovati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in v okviru tega se bomo koalicijski partnerji pogovorili in nato z javnost seznanili o tej analizi in povabili javnost, da tudi oni sodelujejo pri oblikovanju nove zdravstvene reforme. Ki ponavljam, absolutno tudi, ko bo to predstavljeno, bo seveda tudi opoziciji predstavljeno. Kaj pričakujete od tega, gospa Godec? Glejte, jaz mislim, da smo vsaj tudi s temi priporočili v opoziciji pokazali, da smo konstruktivna opozicija in da želimo sodelovati pri tej oziroma pri reformi zdravstva, kot jo imenujejo v koaliciji. Sicer premier napoveduje to s 1. januarjem 2024, zdaj se govori sicer že z marcem in aprilom letošnjega leta. Analize so znane, jaz mislim, da bi to, ampak gledajte, seveda, brez problema, če bodo konstruktivne zadeve prišle oziroma če bodo predlogi takšni, ki menimo, da tudi sledijo našemu programu oziroma da se v njem vidimo, ni nobenega problema za podporo. Ampak ne na način, da ko je zakon že v državnem zboru, nas pokličejo in rečemo, gledajte, tole je in zdaj vzamete ali pa pustite. Mi pričakujemo seveda, da bomo, če že želijo sodelovati, in jaz mislim, da se politika tu definitivno mora poenotiti, potem je potrebno, da
se o tem pogovarjamo veliko prej, predno je zakon v državnem zboru. Boste to naredili? Absolutno bomo to naredili, tako smo tudi napovedali, bi pa samo rada nekaj poudarila. Zdravstvena reforma s 1.1.2024 seveda, ti ko sprejmeš zakon, ne moreš takoj jutri začeti izvajati spremembe, ki jih nek zakon predpisuje. Torej, vse organizacije rabijo nek določen čas, da se pripravijo na izvajanje, zato zakonski predlog v marcu, aprilu, potem, ko bo vsebinsko usklajen, bo šel skozi postopek v državni zbor in tukaj računamo na širšo podporo vseh strank. Gospa Kozlovič, stavka zdravnikov, ki je bila napovedana za danes, je zdaj preklicana. Vlada in sindikat Fides sta s pomočjo mediacije dr. Komadine dosegla dogovor. Potrjen naj bi bil v četrtek na vladi, na to podpisan. Podrobnosti še ne poznamo, jih poznate vi kot predsednica odbora za zdravstvo. V tem tednu ste sedeli tudi z ministrom za zdravje Bešičem Loredanom. Torej, kar jaz vem, je to, kar sem že povedala, da bomo tudi skupaj s Fidesom to nov zdravstveni steber sooblikovali, ampak ne pa samo z njimi, ampak tudi vsemi, ki v zdravstvenem sistemu delajo in bojo del tega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema. Menite, gospa Godec, da je vsaj ta preklic stavke zdravnikov korak k umiritvi razmer? Kako ocenjujete to? Glejte, ne poznam sicer, tako kot vi, ne, sicer kolegica ni razkrila kaj več, kot smo slišali iz medijev, kaj v bistvu je predmet podpisa. Bi pa rekla, da je dobro seveda za vse, da se stavka ne izvede, predvsem za bolnike, ki so naročeni na določene posege. Žalostno je to, da je zato potrebna mediacija med ministrom in pa sindikatom. Očitno, bom rekla, obe dve strani ali pa vsaj ena vsekakor potrebujeta to mediacijo. Če bo to nadaljevanju prineslo seveda tisto, kar vsi želijo, koliko poslušamo strani zdravstvenih delavcev, torej nov steber oziroma izstop iz plačnega sistema in ureditev vsaj tega dela, seveda ureditev plač ne pomeni ureditev celotnega sistema, ampak le en del, potem jaz upam, da se bodo stvari postavile na svoje mesto, predvsem, še enkrat poudarjam, za stran bolnika, ne pa toliko vseh ostalih. Gospa Godec, kako veliko odgovornost za te razmere, o katerih govorimo, pripisujete aktualnemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, še tisti, ki ga sicer podpirajo, denimo kirurg Erik Brecelj sicer pravi, da ni odgovoren za to, ampak obenem tudi, da sploh še ni začel resneje z reševanjem vseh nakopičenih problemov. Ali že razmišljate o interpelaciji v SDS-u? Glejte, tu se z dr. Brecljem lahko strinjam, da so bili poskusi v državnem zboru z 2 interventnima zakonoma, ki naj bi reševala določene zadeve, ampak tam se je skazalo nekaj. In sicer je to stvar koalicije, ampak da gre, tako kot je nekoč Bešič Loredan v času Milojke Kolar Celarc rekel, da gre za interese, koalicijske interese znotraj koalicije za interese neke stranke. Tam je namreč, jaz mislim, da je se podleglo najprej Levici, s tem, ko se pač ni odprl zdravstveni sistem za vse kadre, da to reševanje je res počasno, glede na to, kakšne so bile napovedi, še enkrat, kakšne so bile napovedi pred volitvami, takoj po volitvah v državnem zboru na hearingu strani ministra. Če pa ste, verjetno pa ste vsi spremljali novinarsko konferenco predsednika vlade, ministra Bešiča Loredana in župana Jankovića, potem pa lahko tudi marsikaj jasno, zakaj se stvari ne spremljajo. K temu še pridemo, interpelacija, jo že pripravljate, da ne, razmišljate o tem, da ne? A veste, da o tem nikoli naprej ne govorimo. Torej je možno, da jo tudi že pripravljate, tako sem razumel. Ne, to so vaši zaključki. Moje domneve, da. Gospa Kozlovič, ali minister, ki se je moral ta teden kar 2-krat javno opravičiti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, potem pa odpovedati vse javne nastope po tej novinarski konferenci, še uživa zaupanje vaše stranke? Ste poslanka, ne nazadnje tudi generalna sekretarka Gibanja Svoboda. Ja, minister absolutno še vedno uživa naše zaupanje. Torej, minister se resnično
fantastično trudi, noč in dan dela in jaz verjamem, da bojo končno sedaj videli tudi konkretni rezultati v obliki zakonodajnih predlogov. Rešitve ne pridejo čez noč. Če bi to bilo vse tako enostavno, danes se verjetno o tem ne bi pogovarjali, ker bi že prejšnje vlade vse te izzive rešile. Zdaj tudi jaz osebno ne vidim nič narobe v temu, če se vključi v razne pogove mediatorja. Pomembno je, da se doseže konsens. Treba se je pogovarjati in če pridemo do konsenza, torej do nekega cilja, in to smo prišli v obeh primerih, torej tako v primeru župana Ljubljane, kot tudi včeraj s Fidesom, stavke ni, in to je pomembno. In zdaj je treba nadaljevati pogovore in priti do tistih ciljev, ki smo jih nenazadnje obljubljali pred volitvami, zapisali v koalicijski pogodbi in jih nanje tudi ves čas opozarjamo. Torej, če bo slučajno vložena interpelacija, boste ministra branili? Zagotovo. Ja, tudi Tatjana Bobnar ste pa potem naslednji mesec že ni bila več ministrica. Gospa Godec, kje pa vi vidite rešitve za razmere v Ljubljani, kjer je najbolj eskaliralo? Jaz tukaj moram reči, da je večinska krivda na direktorju zdravstvenih domov, ker zakaj je v Ljubljani eskalirala ta zadeva, recimo nekje druge, ne vem, v Celju, v Mariboru, ne vem, pri nas v Šentjurju teh problemov ni, ko iščeš nadomestnega oziroma novega družinskega zdravnika. Potekajo stvari, jaz vem, da sem 3-krat menjala zaradi upokojitve in tako naprej, osebnega zdravnika ni bilo nobenega problema. Protesti so bili pa včeraj v več krajih po Sloveniji. Ne, mi govorimo zdaj o zdravstvenem domu, govorimo o tem, ne o protestih. Tako da ker protesti so bili organizirani oziroma izvani, tisto pa je bilo po naravni poti. Torej, direktor zdravstvenega domov, torej kako organizirajo zadeve, drugo je seveda tudi ustanovitelj, ki so občine, tretje je pa tudi Ministrstvo za zdravje. Tudi ta krivda je tam, konec koncev število družinskih zdravnikov primanjkuje. Kakšni so ukrepi, kakšni bodo ukrepi, da se poveča to število in da pač ne bo problema, ko dobiš obvestilo iz ZZZS-a, sicer zelo ohlapno hladno, če še nimaš več zdravnika, poišči si novega, ne? Da ne bo problema, torej tudi če se odločim čez pol leta, pa rečem, no, zdaj pa rabim zdravnika, ne? Gospa Kozlovič, vaša stranka je v Ljubljani v koaliciji z listo Zorana Jankovića skupaj, torej vladate ga pri teh njegovih ukrepih, podpirate, kaj predlagate vi? Torej, to, kar se je zgodilo v Ljubljani pred zdravstvenim domom, je zagotovo nedopustno in resnično v Gibanju Svoboda obžalujemo tako nehumano čakanje na osebnega zdravnika. Minister je takoj ukrepal, je na to opozoril, ampak se pravim, primarna raven se ureja na občinah. Občine so ustanoviteljice zdravstvenih domov. A boste prenesli to na državno raven? Ali bo ostalo to pristojnosti občin? To je stvar zdravstvene reforme, o katerem bo tekla zagotovo beseda in bo sigurno to tudi na dnevnem redu, kako bi bilo smiselno organizirati zdravstvo, da bo bolj učinkovito in na nek način tudi centralno vodeno, da se bo vedelo, kje so pomanjkanja zdravnikov in tako naprej in se bo hitreje odreagiralo. Jaz sem včeraj zasledila v bistvu dve novici, ker so me kar stresli. Eno je izjava varuha človekovih pravic, ki je omenil, da že desetletja opozarja na pomanjkanje družinskih zdravnikov. Drugo pa je pismo, ki so ga tudi pisali družinski zdravniki 21. oktobra 2021, kjer tudi opozarjajo na pomanjkanje družinskih zdravnikov in da na to opozarjajo že desetletja. Torej, desetletja se na tem področju ni naredilo nič. Jaz verjamem, da bomo tokrat uspešni, da se ne bomo čez 10 let spet pogovarjali, kako se ni nič naredilo. In tukaj je pomembno, da združimo znanja in izkušnje, tako koalicija kot opozicija, kot zunanji strokovnjaki in da evidentiramo tiste ukrepe, seveda absolutno tudi z družinskimi zdravniki in jim olajšamo delo. En ukrep je zagotovo administrativna razbremenitev, digitalizacija v zdravstvu, to je velik problem, ker ravno digitalizacija v zdravstvu oziroma pomanjkanje le-te omogoča take organizacijske manke, kot smo jim bili priča v Ljubljani. Gospa Godec? Ja, jaz se tu ne morem strinjati, da ni bilo narejeno nič na področju družinske medicine.
Verjetno ste spremljali protikoronske pakete in v dogovoru z družinskimi zdravniki je bilo tam tudi nagrada za specializacijo za družinsko medicino, kar se je izkazalo, da očitno ni to dovolj, ker še vedno na specializacijah od 35 na nacionalnem razpisu še vedno ostaja, mislim, da več kot 20 nezasedenih mest, pa vendar so šli ponovno v tej vladi z istimi nagradami in tudi to ne pomaga. Torej, smo naredili nekaj, tudi v splošnem dogovoru smo glede na tiste, ki bodo sprejemali več kot glavarinski količnik, da dobijo nagrado, torej delovno uspešnost in ne kar poprek in ne 80 evrov na uro, če bodo delali v neki ambulanti, ampak sorazmerno z enotnim plačnim sistemom, ki ga moramo upoštevati ta zakon. Torej se ne moramo strinjati, da ni bilo narejeno nič. Koraki so bili narejeni. Je pa definitivno res, da to ni od danes, ampak je že nekaj časa, da se na to opozarja, pa ne samo v družinski medicini, povsod, in da so se specializacije razpisujejo na ministrstvu. To je treba vedeti in ne v zdravniški zbornici, torej na ministrstvu, in da tukaj je velika stvar na ministrstvu. Vsekakor pa še enkrat to, kar kolegica Kozlovič nenehno poudarja, jaz pričakujem, da bo v okviru izredne seje, kjer so naša priporočila, tudi kakšna stvar podprta in da ne bo rečeno, češ, vse tole smo pa že vse naredili oziroma bomo in tega ne podpiramo. Če se že dela in da se bo naredil, potem pričakujemo tudi podporo tem našim predlogom, ki mislim, da so na mestu in so tudi nastali po izkušnjah v dvoletnem prejšnjem mandatu. Pri koncu smo, na kratko bi prosil obe, kaj lahko torej v tem letu, 1. januarja 2024, se obeta torej zdravstvena reforma, kaj lahko zdaj v tem letu do takrat narediti skupaj? Se usedemo za skupno mizo, si izmenjamo mnenja, konstruktivno sodelujemo pri pripravi zdravstvene reforme, brez fig v žepu, ampak res s ciljem, da se nastavi zadeve na ta način, da bo zdravstvena reforma sledila pacientu, da zmanjšamo čakalne vrste, da ustvarjamo boljše delovne pogoje, kar namreč v pogovoru z zdravnikih ni samo plača tista, ki jih stimulira, da ostanejo v javnem zdravstvu, ampak tudi delovni pogoji, delovni odnosi in tudi, kar je zelo pomembno, kar je vezano na organizacijo dela. In temu smo bili priča tudi v Ljubljani, profesionalizacija zdravstvenih domov oziroma torej zdravstvenih zavodov in kvalitetno vodenje le-teh in nadzorovanje le-teh. Ker če ni kvalitetnega vodenja, je potem organizacija dela takšna, kot jo vidimo danes. Se pa vaši pogledi v marsičem na zdravstvo razlikujejo predvsem v odnosu javno-zasebno zdravstvo in tako naprej. Gospa Godec, kaj lahko v tem letu naredite skupaj? Ja, predvsem to, kar je kolegica Kozlovičeva rekla, jaz moram reči, da to so načrti zelo dolgoročni in ne kratkoročni. Kratkoročni je, da se takoj pripravi interventni zakon, ki bo vključil vse potrebne oziroma vse razpoložljive resurse v zdravstvu, da se ne bodo ponovile zadeve, kot so bile zdaj v zdravstvenem domu, da se ne ponavlja oziroma da se konec koncev vendarle izvršiti do tisto, kar so govorili 30 dni do specialista, torej vključiti vse resurse, in to je brez fige v žepu, brez teh, da torej, kaj je javno in zasebno, ker jaz mislim, da danes se za tem, kar se dogaja v zdravstvu, v bistvu privatizira zdravstvo in ne ohranja javno zdravstvo, pa ga privatizirajo. Določene stvari pa se lahko naredijo tudi brez zakonodaje, ker so pač podzakonski akti, tako da seveda še enkrat, mi smo z priporočili pripravljeni sodelovati, smo povedali konstruktivno, in tiste predloge, ki jih bodo prinesli, konec koncev so vendarle njihovi glasovi v državnem zboru odločilni, podpreti. Moram pa reči, da jaz osebno in tudi naši stranki nikoli ne sedimo s figo v žepu, kadar se pogovarjamo o stvareh, ki so pomembne za državljane. Za konec samo še eno vprašanje za vas, gospa Godec, ste vodja poslanske skupine SDS. Vprašanje ni neposredno povezano z zdravstvom, ampak vendarle v tem tednu smo na N1 razkrili oziroma posredovali sporočilo policije, ki je ugotovila, da pri napadu na vašega poslanca, gospoda Grimsa, oktobra lani, v katerem je ta prepoznal poskus umora, ni bilo fizičnega kontakta in zato je preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zaključila. On pravi in tudi vi, vaša poslanska, pravite, da gre za poskus relativizacije, ker gre za opozicijskega poslanca in da vse izjave, ki so bile podane v zvezi s tem dogodkom strani gospoda Grimsa in vas, držijo. Ali torej to pomeni, glede na to, da je gospod Grims rekel, da ga je silovito odrinil ta gospod, da policija laže?
Nihče o tem ne govori. Govorimo o tem, tudi jaz stojim za besedami kolega Grimsa, ki je opisal svoj napad na policiji, kako so potekale preiskave, to ne morem komentirati in ker niti ne poznam. Še enkrat stojimo za besedami, ki jih je izrekel oziroma ki smo jih mi izrekli. Poudarjam pa to, da ne gre samo za kolega Grimsa. Gre za to, da se napada poslance, ne glede z katere politične stranke prihajajo. Kolega Grims je pač bil, bom rekla, prva žrtev takšnega fizičnega napada in zato smo tudi sprožili v Državnem zboru različne postopke oziroma prošnje na kolegi predsednice Državnega zbora, da se stvari vendarle uredijo. Žal zadeve stojijo, ne vemo, kdaj bo drugi na vrsti od poslancev, sicer pa kolega Grims ni bil prvi oziroma v smislu napada na poslanca. Da, to se je dogajalo že v prejšnjem mandatu, ko ste vi bili na oblasti in vsi tovrstni napadi so vsega obsojenja vredni. Še enkrat pa policija pravi, da fizičnega stika ni bilo. Bi morda še vi ob tem tukaj dodali? Ne, jaz bi sam dodala to, da absolutno v Gibanju Svoboda smo proti vsakršnemu nasilju, ničelna toleranca do nasilja. Bi pa dodala to, da jaz vseeno kot poslanka se počutim čisto varno, zato sem tudi brez težav se včerajšnjih protestov oziroma stavke tudi udeležila. Spoštovani gosti, gospa Jelka Godec, gospa Tamara Kozlovič, najlepša hvala, da ste bili gosti NN Slovenija. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse v povezavi s tem, kar se dogaja v slovenskem zdravstvu, seveda sproti spremljamo in objavljamo na naši spletni strani nnainfo.si. Studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.